Zdravo, poslušalke in poslušalci, bralke in bralci večera. Veseli smo, da ste v naši družbi. Te večer je zjutraj dnevni informativni podcast, v katerem vam predstavljamo večerove udarne novice dneva. Danes je sreda, 5. november 2025. Moje ime je Tjaša Gajšek. Kako so delo vplivnežev spremenila nova pravila in nedavno prenovljen zakon o medijih? Slavoj Žižek o svetovnem in domačem družbeno-političnem dogajanju, tudi ob nedavnih dogodkih na Dolenjskem. Bili smo na kavi 14. mariborsko vinsko kraljico na Taji Plot. Naročite se na podcast, da boste obveščeni ob izdaji naslednje epizode. In se skozi smo z vami, Dalecet.com. Pred letom dni so v slovenskem prostoru začela veljati nova pravila za vplivneže. Nedavno pa je v veljavo stopil še prenovljeni zakon o medijih. Zato smo preverili, kaj se je v tem času spremenilo za ustvarjalce spletnih vsebin. Kako sploh poteka nadzor nad vplivneži, kako je z nadzorom na platformi OnlyFans in na drugi strani, kolikšna je globa, če vplivneži prihodkov ne prijavijo. Vse to je analizirala novinarka Ajda Brndušič. Ajda, ti imaš torej odgovore na ta vprašanja, kaj so ti o tem povedali na Inšpektoratu Republike Slovenije za kulturo in medije? Ja, področje oglaševanja vplivnežev po novem ureja zakon o medijih. Na Inšpektoratu za kulturo in medije so poudarili, da so po določbah tega zakona obveznosti vplivnežev glede oglaševanja enake kot za druge izdajatelje medijev. Kaj pa je tukaj ključno, da morajo vplivneži upoštevati, pa je, da so oglasi jasno označeni z grafičnimi elementi, ki nedvomno kažejo, da gre za oglasno vsebino, in pa da so ti ločeni od ostalih programskih vsebin. Oglaševalske objave se lahko objavijo ne le v zameno za plačilo, možne so tudi druge oblike nadomestil, kot so na primer kompenzacija in pa plačila za izdelki ali pa storitvami. Ker pa nov medijski zakon velja šele kratek čas, pa inšpektorat za zdaj še nobenih kršitev ni obravnaval. Na kakšen način torej poteka nadzor nad vplivneži in koliko kršitev je do sedaj že zaznal FURS? Pa še tole me zanima, kaj ugotavlja, kakšne prakse, kakšne kršitve glede platforme OnlyFans. Ja, v začetku lanskega decembra je bilo to zelo aktualno, ko je FURS objavil javni poziv namenjen vsem slovenskim rezidentom, ki prejemajo ali pa so v preteklosti prejemali prihodke preko platforme OnlyFans. V zadnjih letih je namreč dohodke preko te platforme ustvarjalo nekaj 100 slovenskih rezidentov, od tega pa jih imelo manj kot 20% registrirano dejavnost. Zanimive so tukaj številke. Skupaj so ustvarili več kot 10 milijonov evrov prihodkov, posameznik z največjim zaslužkom pa je presegal 1 milijon evrov. Kar pa je FURS ugotovil, pa je, da je bilo od 18 zaključenih davčnih nadzorov iz naslova davka za dejavnosti skupaj obračunanih 233 tisoč evrov dodatnih davčnih obveznosti. V bistvu so ugotovili, da je bilo največ dela na črno, kjer je bilo pravnomočno zaključenih 30 primerov, skupno izrečenimi globami v višini kar 90 tisoč evrov. Nisi pa govorila samo s tistimi, ki postavljajo pravila, določajo zakone in kazni, ampak si govorila tudi z vplivneži oziroma pogovarjala si se s vplivnico Hajdi Korošec Jazbinšek. Kakšna je njena izkušnja, kakšna je njena zgodba, kaj ti je povedala? Ja, ona je večkrat imela inšpekcijske nadzore, njene izkušnje pa so bile večinoma korektne in profesionalne. Kot pravi, je sicer inšpekcijski nadzor nad vplivneži potreben in upravičen, saj gre za javno delovanje, ki pač mora imeti neka pravila. Tukaj je poudarila, da se ji zdi pomembno, da so pravila sicer enaka za vse, saj se ji včasih zdi, da so nekateri pod večjim drobnogledom kot drugi, čeprav bi morali veljati enotni standardi, ne glede na to, ali gre za vplivneže ali pa za druge javne osebe. Verjame sicer pa, da se sistem razvija v pravo smer in da bo s časoma bolj enoten in pravičen. Ajda, najlepša hvala za tvoje odgovore. Svetovno znani filozof Slavoj Žižek je včeraj v ljubljanskem Cankarjevem domu predstavljal slovenski prevod zbirke političnih komentarjev z naslovom Nebesa v razsulu, ki so v angleščini išli že leta 2021.
A kot je dejal prevajalec v slovenščino Igor Harp, to ni samo kronika tistega časa, to je preroška napoved, kaj se bo zgodilo, če ne bomo previdni. Veliko napovedi se je medtem že uresničilo. Slavoj Žižek je med drugim opozoril, ne samo, da so zadeve na zemlji v globoki krizi, ampak manjka nam neko merilo, veliki drugi, standard, s katerimi bi nered merili, nimamo globalne orientacije. Žižek se je v predstavitvi dotaknil številnih aktualnih tem doma in po svetu. Od tega, da obupni to, da se omaknem v pasivnost, to je običajna oblika uživanja, ampak so iz obupa narejena prava dejanja, spremembe, ki peljejo v prihodnost, do Gaze, Izraela in drugih vojnih konfliktov. Spregovoril je tudi o domačem aktualnem dogajanju, predvsem nedavnih dogodkih na Dolenjskem. Prepričan je, da je to sedaj, tudi če bodo izgubili na prihodnjih volitvah, velik trenutek in za Goloba in za Luko Mesca. Filozof dodaja, da je že sit izjav o integraciji, dvomi, da si jo Romi želijo. Bolj smiselno je najti, citiram, miroljubno eksistenco, ki dopušča tudi distanco. Jaz sem tukaj, ti si tam, dajva se tolerirati, če se pa včasih zgodi prijateljstvo, pa toliko boljše. Na neki točki je javni red potreben, ker, kakorkoli je to prepovedano reči, ampak razlike v načini življenja obstajajo, še pravi Žižek. Zakaj je glede politike in prihajajočih volitev pesimist? Zakaj je po njegovem reči, da sta Mesec in Asta Vrečko skrajneža malo zmešano? O čem se pogovarja z Golobom, kadar se srečata? In kakšna prihodnost nas čaka po mnenju Slavoja Žižka? Preberite v tisku in na spletu. Ob koncu septembra so na trgatvi najstarejše trte za 14. mariborsko vinsko kraljico okronali 23-letno Natalijo Ploj iz občine Apače. Je diplomirana organizatorka v turizmu, zdaj podiplomska študentka trajnostnega turizma in podjetništva. Karierno pot ima začrtano, kot predstavnica vinarjev in Maribora ter okolice pa želi širiti dober glas o vinski destinaciji, spoznati čim več ljudi in promovirati vina, ki jih pridelujejo na kmetiji njenih staršev. Na kavi smo se srečali v hiši najstarejše trte. Zdi se mi prav, da smo tukaj, ker sem s prevzemom naziva postala ambasadorka najstarejše trte na svetu in ker je ta simbol Maribora, je pojasnila izbor lokacije za intervju. V hiši najstarejše trte ne ponujajo le štajerski vin, ampak tudi kavo. Ob zgodnji uri je naročila kavo z mlekom, prvi kozarec vina v dnevu pa najraje spije ob kosilu. 14. mariborsko vinsko kraljico Natalijo Ploj smo govorili o razlogih, da je postala ambasadorka mesta in najstarejše trte, o njeni izobraževalni in karierni poti, ki je povezana z gostinstvom in turizmom, o martinovanju ter želje za Maribor. Želim si predvsem, da bi se vinogradniki čim bolj povezovali med sabo, da bi še mogoče še več bilo teh gastronomskih in vinskih dogodkov v Mariboru, da bi mladi še boljše spoznali oziroma cenili to vinsko kulturo ter tudi samo tradicijo Maribora, da bi še bolj bila oziroma da bi ljudje še bolj znali ceniti najstarejše trto na svetu. To je bil večerodnevni podcast Večer zjutraj 5. novembra 2025. Z vami sem bila Tjaša Gajšek. Kakovostno novinarstvo lahko podprete, da se naročite na tiskan in spletni Večer. Postanete naš sledilec in bralec na družbenih omrežjih, naročnik naših podcastov in newsletterjev. Tako boste podprli novinarstvo, ki prinaša avtentične vsebine, ki jih pripravljajo naši novinarji in jih drugje ne boste našli. Želimo, da razumete, kako se vrti svet. Želimo vam odstreti pogled v čas in prostor, v katerem živite. Veseli bomo vaših komentarjev, pobud in kritik na različnih kanalih. Se beremo, slišimo.